Kako komentirate dogajanje, ki pri nas pravzaprav že dobri 2 desetletji od reševalnih ekip nemalokrat zahteva improvizacijo pri izvajanju helikopterske nujne medicinske pomoči? In kako gledate na nove zaplete zaradi izbire helikopterja, ki nima dovolj prostora, da bi se reševalec lahko postavil za glavo obolelega oziroma ponesrečenega in mu ustrezno oskrbel dihalne poti oziroma ga intubiral? Po eni strani sem zadovoljen, ker je pa ta vlada za razliko od večine ali vseh prejšnjih kljub vsemu sklenila vsaj pro forme, se pravi navzven, da bo to področje začela urejati, čeprav zaenkrat mogoče malo nerodno oziroma neoptimalno. To je sigurno napredek, že nabava novih helikopterjev, čeprav nažalost bi ta nabava, vemo, da je precej problematizirana in očitno ne bo optimalna, ampak bo to napredek. Torej po tej plati sem zadovoljen, po drugi plati imamo pa kup organizacijskih nerešenih stvari, za katere ne vemo, če se bodo uredile, od neprimerne lokacije helikopterskih baz na mednarodnih letališčih do predolgih aktivacijskih časov, do neustreznih prostorov za posadke, do samega sistema aktiviranja, skratka veliko organizacijskih izzivov, ki jih bo moralo Ministrstvo za zdravje še urediti. In tukaj bi izpostavil, kot sem že omenil, da Ministrstvo za zdravje doslej bilo čisto preveč pasivno, da je pobudo prepuščalo policiji in vojski, ki bi pa morala v tem segmentu, če ministrstvo ni sposobno samo zagotoviti civilnega preko voznega parka helikopterskega in organizacije, bi morala res sodelovati samo kot prevoznika, ker dejansko sta, ne pa tudi kot postavljavca pogojev oziroma sodelovati pri organizaciji. Da bi našli prave rešitve za vse izzive, ki ste jih našteli, bi bilo treba ukrepati res celovito, skrbno, predvsem pa na podlagi kliničnih, konkretnih, praktičnih izkušenj reševalcev samih, zdravnikov. Ste bili vključeni v to dogajanje, so bili upoštevani vaši nasveti glede na dolgoletno prakso? Neposredno v to dogajanje nisem bil vključen, sem bil pa na srečo vključen že pred leti v pripravo mednarodnih smernic, sem celo njihov vodilni avtor, skupaj še z okrog 50 kolegi iz številnih držav sveta. In tukaj bi moralo ministrstvo čisto preprosto prebrati in upoštevati, Ministrstvo za zdravje, te mednarodne smernice. V teh smernicah so združene neštete izkušnje, desetletja izkušenj po celem svetu iz področja helikopterskega reševanja. Tako da tukaj v Sloveniji nimamo kaj odkrivati tople vode, še najmanj pa prilagajati svoje dejavnosti nujne medicinske pomoči, nekim kriterijem policije ali pa vojske, kar se je v preteklosti dogajalo. Upam, da se bo v prihodnosti manj. Kako pa je denimo pri izbranem helikopterju, kadar gre za reševanje z vitlom? Je ustrezno opremljen ali ne? Dilem je veliko, opozoril prav tako. Točne konfiguracije helikopterske notranjosti še niti ne poznamo. Ampak dejstvo je, če bo prečna, če bo tako kot imamo neke podatke, potem to ne bo optimalno. Ker tukaj sta dve stvari, dve zahtevi, ki se lahko pri določenih modelih helikopterja razlikujeta oziroma izključujeta. Ko ti pacienta vitlaš, se pravi dvigneš na nosilih, ga moraš biti tehnično sposoben spraviti v kabino helikopterja. Ne tako kot recimo delajo trenutno v Avstriji, ker imajo manjše helikopterje, ko morajo pristati, da pacienta naložijo v helikopter. To je ena zahteva. Druga je pa, da pacient, ko leži v helikopterju med transportom, mora biti glava prosto dostopna v osi telesa, tako kot je pri vseh naših reševalnih vozilih, da lahko zdravnik sedi za glavo in lahko izvaja ustrezne posege, konkretno recimo intubacijo, oskrbo dihalne poti, brez da bi moral helikopter pristajati, se pravi, da ima neposreden dostop, da lahko vse te posege izvede. In bojimo se, da v tem helikopterju, oziroma kot so podatki v izbranem helikopterju, to ne bo možno. Če izhajava iz praktičnega vidika, denimo iz konkretnega reševanja, kako bi ponazorili razliko pri oskrbi pacienta v helikopterju, ki ga je izbrala razpisna komisija, in v drugem helikopterju, kakršnega si želi in ga potrebuje urgentna medicina in ki je poleg tega tudi cenejši? V tem drugem cenejšem helikopterju vemo, da je dostop do glave, to, kar sem prej govoril, možen, ker poznamo te primere, številne primere iz tujine,
Tudi videli smo že te helikopterje, za tega, ki se nakupuje, pa ne vemo, kot pravim, po sedanjih podatkih to ne bo možno, ker bo pacient ležal prečno v helikopterju in bo v bistvu njegova glava zelo blizu vrat oziroma stranic helikopterja in tam dostop seveda ni možen. Bomo po vaši oceni v Sloveniji celoviti sistem HNMP, ki bo omogočal optimalni odzivni čas, res vzpostavili zadnji v EU, ker ni pripravljenosti, seveda politične, odločevalske, da bi prisluhnili stroki urgentne medicine, ki dobro ve, o čem govori, ko opozarja na nedoslednosti, ki sva se jih že dotaknila. Ja, kot sem že rekel, potrebne bi bile številne organizacijske spremembe oziroma izboljšave. Dejstvo je, da politika se nikoli ni imela prav velikega posluha za zdravstvo, razen če je bila zadnja motivacija nabiranja točk v javnosti, seveda. Drugo dejstvo je pasivnost ali pa nekompetentnost, ali pa da ne bom kakšne hujše besede uporabil Ministrstva za zdravje v preteklosti. Zdaj izgleda, da se stvari nekoliko izboljšujejo, ampak kot vidimo pri nakupu helikopterjev še zmeraj imajo glavno besedo policija. Morali bi jo pa imeti Ministrstvo za zdravje, ne da samo statira in zdaj skuša braniti neke politične in druge odločitve pri nakupu helikopterja. Dejstvo je, da bi morali imeti, tako kot je praktično v vseh razvitih državah, ključno besedo, odločevalsko in operativno, Ministrstvo za zdravje. Tako pri vzpostavitvi organizacije, pri izboru helikopterjev, pri sami vzpostavitvi te dejavnosti, pri nas temu do zdaj žal ni bilo tako. Kako torej ocenjujete konkretni omenjeni razpis z povsem strokovnega, seveda pa tudi etičnega vidika? Mislim, izhodiščna moja misel je dobro, da je prišlo do razpisa, da je bila sprejeta zaveza, da se bojo kupili helikopterji, ki bojo vsaj po tehnični plati izboljšali. Dejstvo pa je, kot imamo zaenkrat podatke, kot tudi medicinska stroka opozarja, da ni bil izbran optimalni helikopter, da bi lahko celo za nižjo ceno dobili stališča medicine, stališča zdravstvene oskrbe pacientov, da bi lahko dobili bolj primeren helikopter, tako na splošno. Moram pa poudariti, da tudi ta izbrani helikopter ni slab helikopter, ni neprimeren helikopter, ampak po sedanjih podatkih bi bil neizbrani helikopter bolj primeren in taki so tudi v končni fazi reference iz večine alpskih oziroma razvitih držav, kjer imajo te helikopterje. Kaj torej kot izkušeni zdravnik in gorski reševalec predlagate, kakšno ukrepanje bi bilo v tem trenutku najbolj optimalno, da bi bilo poskrbljeno predvsem za čim boljšo optimalno oskrbo obolelega oziroma ponesrečenega? Mogoče malo za šalo, malo za res. Odgovorni na Ministrstvu za zdravje preberejo mednarodne smernice za helikoptersko reševanje in skušajo čim bolj upoštevati.